Licencirana zdravilka tradicionalne kitajske medicine je danes v naši družbi, to je Aleksandra Debevc. Lepo pozdravljena, dobrodošla. Hvala. Danes tukaj z namenom, da nam približaš koncept razumevanja bolezni, kot ga razumeš ti, kot ga zaupaš tudi tistim, ki pridejo k tebi po pomoč. Kako bi morali razumeti bolezen na našem fizičnem nivoju, na fizičnem telesu? Vse stranke, ki prihajajo z vsemi simptomi, jim zelo lepo razložim, da so to v bistvu samo odzivi na dogodke, trenutne dogodke, ki so zelo intenzivni, ker zelo močne energije prihajajo v zemeljsko atmosfero, ker tudi zemeljska energija je v bistvu atmosfera, je aktivna. Prihaja iz planetov, osončja, sonca, ogromno pozitivne energije, lahko rečem svetlobe. Ta svetloba vsebuje ogromno informacij, ogromno moči, ogromno energije. In vsakomur v bistvu pomagam, ko pride do mene, da mu ustvarim, da se lahko odpre, da se lahko sprosti, da lahko sprejema energijo. Ker to so zelo močne zdravilne energije. Še posebej tisti, ki zaupa, in še posebej tisti, ki v bistvu lahko odpre srce. Zato, ker pri mojem delu je glavno orodje, s katerim delam, je ljubezen. Seveda ne ta čustveno človeška ljubezen, ampak ta božanska, stvarnikova ljubezen, ki jo vsakdo nosi v sebi. Z velikim L, ne? Z velikim L, ja. Ja. O tem govoriš veliko tudi na svojih dogodkih z namero, različnimi namerami pravzaprav, kar si lahko ljudje tudi sami pogledajo na spletni strani. Mene pa bolj zanima to razumevanje naše lastne zdravilnosti in samozdravilnega sistema, ki ga dejansko imamo. Kako močan je? Neomejen, izredno močan je naš samozdravilni sistem. In izredno pomembno je v bistvu ozavestiti to lastno moč. Vsakdo nosi v sebi farmakopejo, ki je močnejša od kateregakoli zdravila, ki obstaja. In pristop in razumevanje vsake bolečine je potrebno, da se povežemo s svojim telesom, da smo povezani sami s seboj, da smo povezani s svojim višjim jazom oziroma duhom in seveda z izvorom. Ker mi smo izredno inteligentna elektromagnetna bitja. In ko razumemo sebe, ko smo povezani s sebe, nam telo stalno nas opozarja in nas prosi, kako naj se odzivamo, kaj naj postorimo, kaj je izredno pomembno. In enostavno, ko smo povezani s seboj, to vsakomur tudi pomagam, ko pride do mene, enostavno se umiri, enostavno se njegova duša napolni. Vsakdo to zazna različno, lahko zazna kot pretok energije, lahko zazna kot hladen veter, lahko zazna kot mravljinci, lahko zazna kot toploto, vročino, različno. In ko zadnjič me nekdo vprašal, kako pa izgleda, ko sem povezan sam s seboj, sem rekla, no, ko te bom povezala, in boš ti povedal sam. In je res rekel, kar lebdim. Enostavno nismo navajeni, ker smo zaradi okoliščin, v katerem obdobju smo živeli, ker so na nas vplivali zelo močno, smo v bistvu izgubili povezavo s seboj. In ko smo povezani s seboj, enostavno je izredno pomembno, da ko pride do bolečine, rekla, to je kot jezik svetlobe, da razumemo, da tam, kjer je bolečina, smo sebe izredno prizadeli skozi tisoče let življenj, prejšnjih življenj. In tam je v bistvu akumulirana določena rana, bolečina, čustvo. In vsaka situacija v tem življenju, ki ga živimo, nam daje priložnost, da se to, da ozavestimo, da nam, v bistvu čustva nam pomagajo, v bistvu se poglobiti, vprašati, zakaj me je to prizadelo? Zakaj me je prizadelo, ne vem, izguba moža? Zakaj me je prizadelo problem težave starši, zakaj mi je prizadelo problem nerazumevanja otroka, zakaj mi je prizadelo, zakaj sploh je prišlo diagnoze. Naprimer, rakavi bolniki. To so najbolj čiste duše in najbolj dragocene v univerzumu. In oni praktično samo so iztirali svoje poti. Zakaj? Zato, ker so točno vedeli, da so tako dobri, da bi se v bistvu razdali za vsakogar in so v bistvu izgubili sebe.
in so iztirali iz poti, kot vagonček, ki iztiri iz poti in v bistvu stoji na stranskem tiru. In v bistvu, če ti ne živiš svojega življenja, če ti ne deluješ iz svoje moči, je življenje izredno trpeče. In v družbi nas stalno spravljajo iz našega tira življenja. Vse delajo samo zato, da ne bi spoznali svoje lastne moči. Vse nam delajo samo zato, da ne bi bili v svoji moči. Tako da... V bistvu je to na nek način lahko spodbudno, ker kako pa bomo drugače prišli do tega, do resnice, da se povežemo s sabo. Včasih moramo iti čez to temo, čez to bolečino. Ja, praktično bolečina res je zahtevno, res je težko, ampak se splača soočati s problemom, izzivom, ker potem ti daje možnost svobode, možnost resnice, možnost zdravja, možnost ljubezni, razumevanja. Naprimer, vsi smo zdaj razumeli, da zdravljenje je vedno samo povezano, da moraš imeti neko diagnozo in da potrebuješ zdravljenje. Ne, trenutno gremo vsi skozi proces zdravljenja in čiščenja na planetu Zemlja, pa tudi v univerzumu, ampak še posebej na planetu Zemlja. In enostavno vsakdo, ko pride do mene, mu pomagam razumeti. Neka deklica je prišla, 24 let stara, s celo listo diagnoz. Ko je že po prvem obisku, ko je ona izpostavlja manična depresija, bipolarnost, shizofrenični napadi, zelo močne diagnoze. Ampak tej deklici ni nič. Ona je bila samo nerazumljena. Ona ni bila slišna. In njej ni noben pomagal razumeti, kakšno bolečino nosi v sebi, ker je v družbi polno, lahko rečem, energiji, vibracij, situacij, sistem tako narejen, da enostavno ni razumela sebe. In s terapijo se jim pomaga razumeti sebe in iz dneva v dan ona začenja, kot da bi začel popek se razcvetati, spreminjati. Trenutno zelo mlada generacija, sploh se mi zdi ta 24 pa še mlajši, te so v bistvu že pripravljeni za to dobo in jih želijo zelo zaustaviti, tako da tisti ima izredno srečo, da ima razumne starše ali pa da najdejo pot do nekoga, ki jih v bistvu osvobodi in jih lahko razume. Ker se veliko govorijo, da so zdaj časi, kjer lahko narediš največji premik naprej ali pa padeš v največje brezno. Ja. Ampak to je odločitev vsakega posameznika. Tako da jaz v bistvu pomagam tistim, ki so se odločili, da so prišli na Zemljo, dvigati v bistvu svoj nivo energije na najvišjo vibracijo, zato da se v bistvu dvigne nivo energije na celotni Zemlji in da se v bistvu osvobodi vseh teh težkih energij, travm, suženjstva, pobijanja, zasvojenosti oziroma... Ampak, a je to pot, ki jo moramo narediti zaradi tega, da pridemo do te ljubezni do sebe? Ja. Pot v bistvu ni enostavna. Da prideš do resnice, da prideš do povezave, da najdeš sebe, da odkriješ svoj zaklad, da obudiš vse v spomine, vso modrost, vso moč v sebi. Ni ravno enostavna pot, ampak vsak ima svojo pot. In vsakomur pomagam najdeti to njegovo pot, kako v bistvu do svetlobe, kako do izvora, kako do sebe, kako do bistva, kako do ljubezni, zdravja, ker šele zdaj praktično imamo pogoje, zato ker potujemo skozi ciklus Mlečne ceste, to je v bistvu naša galaksija. In nam daje šele zdaj možnost, da razvijamo lahko ljubezen, tista res prava stvar, njihova ljubezen, ki jo mi nosimo v sebi. Zato je tako problema v partnerstvu, zato je tako nerazumevanje v partnerstvu, zato ker če ne razumemo sebe, kako bomo razumeli partnerja? Se pravi, zdaj se v bistvu postavljamo najprej mi sami s sabo svojo ljubeznijo do sebe. Zato je tukaj reorganizacija. Ogromna reorganizacija. In najlažje v družbi so nas skozi učili, da smo iskali krivdo drugje, da smo iskali ljubezen od partnerja, ampak sami pa nismo vibrirali v tej ljubezni. Tako da zdaj je veliko čiščenje se dogaja na tem nivoju, v odnosu do sebe, v odnosu partnerstva, ogromno. Hvala lepa. Danes je bila v naši družbi Aleksandra Debevc. Veliko vidim, da je res teh izobraževanj v mesecu aprilu, mesecu maju in tako naprej. Jaz imam tukaj za prihajajoča 2 meseca. Preverite tudi sami na ananta.si.